to, da bom enkrat na točno temle položaju in gledal te avtomobile, sem sanjal od leta in danes se je ta dan zgodil. Neverjetno stari. Fire in the hole! Že vse od misije Ledenik nisem bil na Danskem in že kar takoj povem, da takšen vlog, ki ga boste danes videli, takšnega še ni bilo. A veš, kdo me čaka tukaj, na skrajnem severu Danske? Moji bratje atmosferci. Dobar dan. Lepo, da si prišel. S čem sem si to zaslužil? Ja, pogrešal sem te. Lej, že ta prvo avto pove veliko. Gre za Volvo EX90, ki ga v resnici na cestah še ni. Prideš, drugače Ja. glavno dogajanje na letališču, Ja. ni na letališču. Ni na letališču glavno dogajanje, vem, še grem. Something's got a hold on me lately, falling apart right in front of you. Can't you see? Ok, zdaj ti pa razložim, zakaj bo tale vlog povsem drugačen in zelo poseben v primerjavi z vsemi ostalimi 1000 in še nekaj vlogi, ki so prišli pred njim. Prosim lepo, poglej vrš učke na parkirišče, na hotelsko dvorišče pod mano. Kar vidiš, je na enem mestu zbrana najbrž največja testna flota različnih vozil z celega sveta, kjerkoli. Dej, pejmo dol. Drugač pa, se veš, Sebastian Plevnak, Seba, 4. atmosferc. Veš, Seba je član žirije izbora Evropski avto leta. Izbor Evropski avto leta je prvi in še danes najbolj pomemben avtomobilski izbor na celem svetu. In Seba je eden od samo 59 žirantov. In to je totalen big deal. No in ti žiranti oziroma njihovi sodelavci se enkrat na leto, vsako leto, že 45-46 let, zberejo tukaj, na točno tem mestu, v Tanisu, in tukaj v Primež vzamejo najnovejše avtomobile. In veliko večino teh avtov v resnici na cesti sploh še ne moreš videti. Zdaj pa, da ti pokažem, kako je vse skupaj organiziran. Mimogrede, tole prepoznamo, ne? Alfa Junior, mim se pele ta nov Santa Fe, pa glede imamo pogled tega ta mehkega, ta novega Hyundaička Insterja, pa MG3, tega le boš morda prepoznal, tole je pa MG Cyberster. Skratka, na enem kupu tukaj najdeš zares vse živo. Različnih avtomobilov, mislim, da je letos tukaj okrog 40, vseh skupaj testnih vozil, pa, če se ne motim, kar 78. In vsi ti testni avtomobili so razporejeni po hotelskem dvorišču oziroma naselju. In kar je najboljš pri vsem skupaj, moraš razumeti, da tukaj se srečamo z avtomobili, ki so za marsikoga še vedno, tudi zame priznam, popolna neznanka. Xpeng G6. Tukaj imamo dva Dusterja, tukaj imamo BYD-je, pa Škode, pa na moji desni Opel Grandland. A veš, malo ti hočem pokazati, kakšna pestrost, kar se tiče samih avtomobilov, je tukaj. Najbrž si tega tudi že prepoznal. Gre za novo Renault 5. Je pa 5, stari, kolikorkoli obrneš, eden izmed avtomobilov, katerega ključe je najtežji ugrabiti, najdeti, dobiti in avto odpeljati. Tukaj imamo Lexusa LBX, pa seveda ta najnovejšo generacijo Toyota Land Cruiser, pa Fordova flota. Poglej, tukaj je ta nov Ford Capri, pa na moji desni Madonna. Tega sem se pa posebej veselil. Tole je Ford Explorer. Jaz ne vem, se kdo spomni, ampak v začetku spomladi se je v Sloveniji zgodila mednarodna prezentacija, predstavitev Forda Explorer. Jaz takrat žal nisem mogel iti, sem bil drugje oziroma sem bil zaseden. Tokrat imam pa končno šanso, da se usedem za volan, da vidim, koliko je ura. Pejmo naprej. Stari, kaj pa tale barven kombo, črn Land Cruiser s tole krasno modro nalepko. Deluje malo tako na 80 fora, ne? Ja, daj nekaj, stari, to sploh vedel nisem. Zeleno 5 imamo tudi, kvoj huda. Evo, poglej, takole zgleda, mimogrede, krasen detajl. Se strinjaš? Pa poglej, tega zanimivega tiča, tole je NIO EL8 oziroma L8. Ta je tisti, ki skozi hoče nekaj klepetati s tabo. Zdaj gremo pa na drugo stran. Tukaj je ta nov Audi Q6, pa Porsche Macan, na moji levi
Kia EV3. Veš, stari novosti, ki so na voljo za preizkus, za test, jih kar ne zmanjka. Pejmo zdaj še tja. Poglej, to je avto, s katerim so fantje prišli pome. Volvo EX90, pa pol na desno. Tukaj imamo zbrano vso Polestar floto. Ok, zdaj mi hoče pa še Saša nekaj povedati. Luči zate pa se dobiva na cesti. Kaj pa sem dobil? Kia EV3. Seba pa Saša imata te ceste že naštudirane, pol pa gremo ven, pa si avto vmes menjavamo in zbiramo vtise. No, Jure se je usedel za volan petke. Ne, Jure se je usedel za volan. Jure je v roke prijel reinkarnirano mobilnost svoje mladosti. Prosim lepo. Seba je v Polestarju, jaz sem v Kia EV3, Saša je pa zagrabil za volan Lotusa Emea. Ok, pojmo se pelat. Pa tole, kada imam marmorni pult tlele. Tale EV3. Drugače pa Saša pravi, da je blown away nad Lotusom. Seba pravi, da mu je tale Polestar mega všeč. Jure je pa preletel ven spet, ki pa je rekel stari. Tako da smo očitno zbrali dober batch. Saška, nisem ziher, če mi ni rumena bolj všeč, kot zelena. Zelena je lepa. Pa si moraš pa prioritete postaviti, ne? Kaj zdaj tukaj delamo? A beležimo vsebino, a snemamo vlog, a delamo kviki, ali rile, ali Instagram storije? V resnici smo tukaj, da pomagamo Seba tudi z odločitvijo, zato ker več glav več ve. Seba je žirant. Ja, lahko nas samo nekaj rečem. Kaj? Fantje, jaz grem v Polestarja, za vas mi je pa vse. Wow. Čak sem malo, padel mi je telefon, sekundica. Imam ga, v redu je. Oh, Jesus, ej! Kva ta avto krije model? Stari, ta avto se pelje bolano. Polestar se pele noro. Ko si ne bi mislil, stari? Doren. Sam for the record, da me je totalno presenetil. Mislim pa pustimo to, da ima 400 kW, 3,8 do 100, da gre kasneta skera, ampak pele se pa tako noro, da pa tudi druge stvari, kakovostna kabina in vse ostalo. Ok, no, vsi so pohvalili Lotusa, da vidimo, koliko je ura. Čas samo, drive. Ta prvi občutek je feeling v kabini, kar se tiče materialov, pa ne samo Alcantara volan. Tudi stikala, ki jih imam za premikanje sedežev, ki jih čutim, da so mrzla, torej pravi aluminij oziroma kovina. Sam body control je, občutek je zares dober. Udobno, ampak zelo čvrsto ob enem. A je ta Lotus eno največjih presenečenj Tanisa? Ne predstavljam si, da bi se lahko električen avto, pa pustimo zdaj Rimčevo nevero, ne, lahko pelil še boljš. To, da smo mi letos v kratkih rokavih tukaj v Tanisu, je praktično nevideno. Kadarkoli so tukaj bili, je bilo vreme. Ali dežuje strani, ali imaš oblake do čela. Pa še eno stvar, ki je zelo pomembna, sem dolžen razložiti. Pa se pa vprašate, toliko novinarjev, pa ogromen 80 avtomobilov, je kako pa poteka logistika, kako se zmeni kdo, kdaj, kdo, kaj voz. No, tukaj pride pa v veljavo tale prostor, predvsem pa, dajmo se osredotočiti, pa pojmo po vrst. Poglej, tukaj je seznam vseh 80 avtomobilov, tukaj je seznam, kateri avtomobili so pod embargom in do katerega datuma, da ne bomo naredili kakšne napake. Tukaj so neka splošna pravila, številke. Tukaj je pa tabla in na tej tabli so v bistvu ključi vseh avtomobilov, ampak ti ne moreš kar pridati, recimo Seba je zdaj rekel, da bi šel z Lotusom en krog, ne moreš kar vzeti ključa in se iti voziti, zato ker tukaj je pa še ena tabla. Tukaj so pa tele obeski z našimi imeni in če se Jure odloči, da bi šel pelat recimo Lotusa, ki se v tem trenutku polni, ampak se vse, bo najdel po tem abecednem redu Lotusa, Lotus Emea, to se pravi 36, 37, oba avtomobila sta parkirana tukaj, vzameš ključe, potem moraš pa svoje ime, svoj obesek dati tja, da se ve, kdo je vzel kateri avtomobil. Evo, obesmo Jureta sem in to je to. Po takšnem sistemu poteka izposoja oziroma testne vožnje. Je sistem jasen, ne? Predvsem pa zelo pregleden, točno veš, kater novinar vozi kater avto. Avto pa lahko vzameš za, dajmo reči, pol urce, urco, pa ga moraš pripeljati pa nazaj in potem se dogaja ta rotacija 3, 4, 5 dni skupaj. Je Seba za Q6 govoril, da se ful dobro pele, ne? A pa ti si tudi to rekel, ja. Stari, ta vlog bo taka svaštarnica, prav vice mi, da sem zmeden, da sploh ne vem, kaj pokazal. Takole, start, stop, korveta, kva je huda. Zdaj smo imeli en mini photoshoot s ta novim Santa Fejem z Audijem Q6. Kako je lepo. A ni lepo, Jure? Ja. Hirstholz Lighthouse. A si vesel, da sem te pripeljal? Jaz sem te pripeljal. Lega. A greva klele noter?
Ja, lepo stari. Ha? Zdaj pa priznaj. Kaj? Sem jaz tvoj vsebinski svetilnik. A je tole šipek stari? Ha? Ne, jaz ne bi rekel, da je to šipek. A ste vi šipek včasih dali razen pa za vrat? Vse sorte smo iz Da njega. je srbel. Vse sorte smo iz njega. Jure Peček je še na avto moramo peljati. No. Fajn, da smo veliko vozili, da imamo jutro v podcastu kaj zapovedati. Ne? Najbolj dragocena stvar tacga testa je, da ti začneš serijsko, zdaj že tu delamo 2 dni zapored, ne? Ja. Se res vidi razlike v voznih lastnostih, materialih, odzivnosti pogona. In to se mi zdi, da je najbolj dragocen del tacga testa. Back to back. Back to back. Ja, Kaj praviš na ta zadek? stari vprost, ampak nisem prepričan. A smo si zaslužili eno kepo? Smo. Eno oren kipo. Vse bi otroke pripeljal na sladoled. 1 scoop of pistachio Yes, with the goat. yes, with the cream Yeah. and some chocolate. Yes. Zdaj se pa sonček spušča. Jure bo valjda vzel kaj drugega kot Land Cruiserja. Jaz bom vzel Niota, onega Kitajca, samo da ga moram najti. Seba bo vzel pa Makana. Jurče, kjer ga boš? Tabelga? Tabelga bo vzel. Okay. Opa, poglej ga. A je še? Lepo. Si jih videl, Jenkje? 206. Kva? Čak malo. A ta model zdaj sam vrata odprl? To je bil on, to nisem bil jaz. A tak si ti. Evo, dame in gospodje, to bo pa za vse nas, se mi zdi, da prvič kakšen je kokpit tega Niota. Ja, lepo si tak, bom rekel, prečiščen. Da bomo mi tale vrata zapreti, všeč mi je, ker je jasno, katera je sprednja leva, sprednja desna, pa zadnja leva, pa desna. Ne rab zdaj tle pisati. Aha, poglej, tale pa tudi precej zanimiv. Madonna, čisto ne druge fore. Dajmo v drive. Dobar dan. Kdo si pa ti? Hello. Hello. Talk to me, please. Mislim, da se ta imenuje Nomi. Hej, Nomi. Hey, Nomi, how are you? Thanks for asking. Everything is great here. Stari moj. Kako da bi se po luftu vozil? Imaš ti zračno vzmetenje slučajno, Nio, a? Hey, Nomi. Hey, What's your suspension made of? didn't catch that. Please give me another try. Forget about it. That's all good. Let's move on to something else. Alright, could you tell me a joke? You know this new restaurant, Karma? You just get what you deserve. Evo, piše, največ 30 km/h, dobrodošli na plažo. Oprost, ampak tole je pa posebne vrste užitek. Kva te dva čuka delata, stari? Ti se pa ne moreš ločiti od kruze, ne? Opa! Ne morem. Pardon. Dirt, sand, mud, deep snow. Ne snow, ampak deep snow. Tale Nio Elate, Elate, a imam prav? Dual motor, all-wheel drive, 480 kW, ali tak si ti, 653 konjev, 850 Nm navora, tehta 3 tone 200, ampak do 100 pospeš po 4,1 sekunde. A veš, vsi testni avtomobili zraven dobijo tudi seznam, da točno veš, v čem sediš, kakšna je oprema, kakšne so zmogljivosti in tako naprej. Jure šel Kitajca pogledat, ško me zdaj le naredil, spizdo mu bom kruzal. Ja, končno, kdaj sva se pa midva nazadnje videla? V Namibiji, 500 let nazaj? Stari, koliko je klenotenih tipk. Glej to, stari, čist nov avto, klasična zasnova, klasične tipke, brez kakršne koli piano plastike. Opa, no, maljo pa je tele gor. Ti sam, ki se pa ob najlepšem času dneva srečaš z avtom, ki si ga najbrž najtežje od vseh čakal, je pa tudi poseben moment. Kam bi midva lahko se šla, a? Folk, jaz upam, da sem vam uspel prikazati ali pa pokazati, zakaj gre tukaj, ko se na kup zberejo člani žirije Evropski avto leta, kako se skupaj izgleda, da dobiš malo pogleda v celoten proces odločanja, testiranja vozil. Zdaj pa tako, jaz imam v vsako smer par 10 km plaže, vmes nehal snemati, pa se grem malo penati. Dan 2, testiranje kandidatov.
Jaz sem vzel ključe od Alfe Junior, zato ker me ta avto zares zanima. Sicer bo pa današnji program zelo zanimiv. Zdaj zjutraj se dogaja oziroma se pripravlja tista ikonična fotka izbora, ko se vse kandidate zbere na plaži in se naredi skupinsko fotko. Gremo pogledati, kako to izgleda. Ta druga reč, ki se bo danes zgodila, pa vse kandidate se bo odpeljal na pisto bližnjega letališča, kjer vsako leto nastane tudi tisti losov test, ki zaokroži po celemu svetu. Tako da to je nekako danes urnik, vmes moramo pa atmosferci spraviti še nadaljne testiranje vseh vozil. C3 še nisem pelil, česa še nisem pelil. Pa kaj sem še hotel reči? Popoldne pa na plaži posnamemo podcast, kjer zberemo tiste vtise, ki smo jih uspeli nabrati do tistega trenutka. In grede, ti pokažem najlepšo feltno celega izbora. Tale juniorka, pa tole platišče, Madonna. Italijani, ne? Šmekri jebi. Poglej, Saša je že na plaži, fotka avto izbere. Ale, Cupra si na nudu, dec. No, zdaj pa prehajamo do mesta, kjer se bo naredila tista fotka. Avtomobili so že zbrani. Noro, stari, kako pa to zgleda. Evo, kolegi novinari se uspenjajo, da bodo naredili fotko. Pet gremo gor pogledat še mi. Si ifra til de at de skal ut av skyggen, få skyggen ut av bildet. Hey, hello. Oh, the shadows. No, in tale proces dviganja in fotkanja se potem ponovi še, ne vem, 5x, 6x, 7x, toliko, kar pač je treba, da imajo vsi mediji, ki so tukaj prisotni, dovolj materijala za fotko. Zdaj smo pri losovem testu, v tem trenutku je testiranje zaključil tale Fordov Tourneo, ta električna varianta, vzorno za dostavnika, samo to lahko rečem. Zdaj pa mislim, da je na vrsti Macan. Ok, tale splošen vlog tukaj z Danske se počasi zaključuje. Jure, prosim, daj še stran roko z stikala za zagon motorja. Ful je bilo hecen, ker pač ne glede na to, koliko avto smo vozili, ne. Vsaj enkrat na dan se je vedno zgodilo, da se je Jure usedel v ta avto. Tole je ta nov Land Cruiser. Jure, dam ti točno 10 sekund, ker če ne si už 3 ure vzel. Kaj boš povedal? 10 sekund? Noč, samo žgal ga bom. Da ga ožgi. Leto. Ta šalt hebel? Da. A veš, ko malo zaniha? Zobniki so skupaj prišli, poravnajo se ko planeti. Ko planeti v solsticiju in pokličejo, gremo tja, ker se cesta konča.